To je Radio 1 podcast. Moja današnja gostja je zelo posebna punca, je glasbenica, je pa tudi umetnica. Eni jo kličejo Sara, drugi pravijo Raven. Zagotovo pa edina vilinka med slovenskimi glasbeniki. Pridružite se nama. Ja, živijo Sara, pozdravljena pri meni v mojem backstageu. Živijo. Prišla si pa prav na najbolj deževen dan, ne? Ja, cela sem pač, da se že malo suši. Se boš kaj tukaj, malo smo naredili toplo vzdušje, že s tema, veš, pa se bo hitreje posušilo. Ful imate fajn, no, je kar tako. S tabo imam en tak problem, ki ga imam z Mijo. Aha, ok. In sicer, ti si Raven, Ja. oziroma Sara, Masaja je pa Mija. Ok, sem bila tako s katero Mijo, ampak ja, valjda. Vidiš, s katero Mijo. ampak ja. Tako, kaj ti večkrat rečejo, Sara ali ti večkrat rečejo Raven? Raven na tako, ne vem, intervjujih ali pa neki ljudje, ki pridejo do mene pa se hočejo slikati, ampak drugače pa Sara, valjda. Ja, ne? Ja. Čeprav, evo, zdaj pa, a vidiš, mogoče, ne, ker mene tudi Masaja kliče Raven, pa mi je čuden. Tako da, ampak jaz pa tudi njo Masaja, tako da. Ne, fulje, res, tukaj se navadiš na, bom reka, nek nickname oziroma neko umetniško ime, ki ga človek ima, da ne vem, mama ti verjetno ne reče Raven. Jo, prosim, ne. Ampak kakšno ljubkovalno ime zate, mogoče? Jaz sem Sarči, recimo za Gregorja Ravnika tudi, ja. Ja, to je pa to. To je to, ne? Ja. Jaz smo začela kar pri enem bolj zanimivih podatkov glede tebe oziroma tvoje celotne družine in to je to sokolarstvo. Ja. Ker pač res nobenega ne poznam, ki bi se s tem ukvarjal, vse, kar sem videla o tem je bilo v filmih in mi je ful fascinantno. Konec koncev je tudi tvoje umetniško ime izhaja iz tega, ne? Ja. Meni je to tako, mislim, polk sem starejša, postala sem videla, da je to malo čuden, ampak meni je, mislim, malo čuden, pač nenavadno. Nenavadno je. Ampak ja, pač ker od mejhenga, no, moj oče, pač to je edini poklic, ki ga je kadarkoli imel. Pač res, to je pač, ja, služba mojih staršev, ukvarjati se s sokolarstvom. Čistko, ti se ukvarjaš s tem in kaj se da početi s temi sokoli, no? V bistvu za tekme se jih veliko goji. Mislim, to so pač seveda v arabskem svetu so to tako svete živali in to je pač sokol je, to jih imajo res tako pač kot bogove. Ja, in v bistvu imajo tekme z njimi v hitrosti, ne. Ampak je to drugače kar nevarna ptica, ne? Tako. Nisi li zaheca z njo? Dobro, ki si jih vajen. Ne, ampak tudi tako, ne, niso tako neki agresivni. Mislim, to pač tam, to ni, veliko ljudi to si predstavlja tako neka papige, da so to ful socialne, pa tako, ampak ne, to so kar neke kače, no. To je tako, tam je, to ni, da bi kar nekaj letalo okrog ali pa napadali, pa to ja, ful, mislim, pač ne. Ja. Zanimivo. Ni tudi oruk, je tukaj, spet niso tukaj veliki, ne. No, recimo, jaz, ko pomislim na sokole, jih takoj povežem s kakšno to viteško kulturo, oziroma z neko bolj fantazijskim svetom. Ja. In nekako to se tudi odraža v tvoji tako vizualni podobi, kot tudi v glasbi, ne? Je imel očitno kar veliko vpliv. Ja, ne, sigurno je to kar veliko vpliv imel name. Pa tu zdaj vidim starejša, ko sem bolj sprejemam ta del sebe, da sem pač obožujem vse, kar ima veze s fantazijo. Jaz bi pač obožujem Harry Potterja, Lord of the Rings, vse te stvari, pa mislim, da imam tudi od očeta, on je tudi tak zelo nad tem, pač bil vedno ful navdušen in ja, se pol tudi v mojih tekstih, v mojih outfitih in v mojem muziki ful sliši. Vsemu, ne? Ja. Ampak to se je začelo verjetno že v ranih letih, ne? Ja. To je bilo pa res odmehenga, no. Mislim, ja, vilinci, čarovnice. Mislim, če smem, da je tudi malo si vilinska, tudi ti. Hvala lepa, to je kompliment. To je dobro, da vzameš kot kompliment, da že razumeš na tak način. Pa si bila zaradi tega, kdaj vseeno izločena, veš, kaj mislim, da so te malo imeli za čudakinjo, ker vemo, kakvi so otroci, zelo iskreni povejo, kaj si mislijo in itak. To je zelo na meji, ne? Ja, jaz sem bila zelo, cela osnovna šola, to je bilo najbolj grozno obdobje v mojem življenju. Jaz res sem, pol srednja šola, ko sem šla na konzervatorij za glasbo, pa sem res našla svoje ljudi, tam sem se ful potem nekako končno počutila, da imam nek ta svoj community. Osnovna šola pa to absolutno, res nisem imela veliko prijateljev, ful veliko je bilo enega bullyinga,
nisem bila popularna, niti slučajno, ampak je pa res, da sem tudi bila zelo tako borbena. Jaz nisem, da bi pač se potem jokala v kot, ampak sem bila zelo taka, nisem se pustila. No. A ti je mogoče to že dalo malo te, bom rekla, debele kože, ki si jo pa potem mogla nujno pridobiti, zaradi tega, ker si pač vstopila, bom rekla, v ta svet, ki je malo bolj obsijan z lučmi, se vemo, sploh pa Eurosong pa tako naprej. Ti je pomagalo? Ja, v bistvu to nisem nikoli tako o tem razmišljala, ampak ja, po moje da. Ker sem vedno bila mal, itak tisto svojo harfo sem začela igrati že pri 6, cele dneve sem bila v glasbeni šoli ali vadila, pač doma, nekaj se z muziko ukvarjala, veliko sem bila sama in nisem takrat v osnovni šoli imela tega nekega, pač vedno sem vedela, da nekako, ne vem, no, nisem se tako ukvarjala s tem, kaj si drugi mislijo zares o meni. Ko to dosežeš, se mi zdi, je ful lažje v življenju in če si to zgodaj dosegla, je to samo velik plus. Absolutno. Je pa tako, da ful odvisno spet od... nisem se recimo ukvarjala s tem, kaj si drugi mislijo, o tem, kako izgledam, take stvari, je pa sigurno to nekaj, kar ne moram zdaj reči, da mi je pač popolnoma vse, kar si ljudje mislijo, to bi se zdaj zlagala. Delam pa zelo na tem, da znam, da imam sito, ker vseeno se mi zdi, da rada poslušam, ne vem, rada dobim kakšen nasvet od ljudi, za katere pač mi je njihovo mnenje pomembno, ampak mogoče skozi terapijo pa to sem ugotovila, nekako se učim manevrirati med tem, kaj je zdaj, ko neko kritiko pa nek nasvet, ko ga slišim, je to nekaj, kar pač jaz lahko tega nekaj imam, je to nekaj, kar pač nima zares kaj dosti veze z mano, pa grem naprej. To, ko smo se zdaj pogovarjali, kaj mislijo drugi. A se ti to zdi, da je tak bolj slovenski problem, ali je to tudi v tujini? Ne, sigurno mislim, da je to povsod, ampak je pa, če pa tako mogoče malo pogledamo čist zgodovino Slovencev, ko smo bili vseeno malo manjši, vedno smo bili malo podrejeni. Sigurno je, če primerjam zdaj s tem, ker malo delam muziko tudi v Srbiji, je to sigurno nekaj, kar se pozna. Recimo tam v Srbiji se mi zdi, da je to ful bolj tako. Tam se ful manj počutam, ne vem, ko pridem v studio ali pa kar se tako tiče glasbenikov, ko jaz tam poznam, je ful manj tega, da bi nekdo bil zdaj, tudi sploh do žensk recimo, kaj pa zdaj letali si misli, da je, ne. So ful bolj sprejemajoči do mogoče to samozavestnih žensk. Tukaj v Sloveniji in mislim, da samo določen tip ženske izvajalke je ljudi sprejme. Ja, tako splošna ali pa večja masa ljudi. Čim bolj všečen, ne preveč verjetno izstopajoč, ne preveč drugačen. Tako da je nekaj, kar ne izstopa preveč iz okvirjev, čistko na prvi pogled že. Absolutno, glasba je pošala v drugem. Ampak, ko si lih omenila harfo, ne? Kako je ta ogromna harfa poklicala malo Saro? Ker priznam, ti si edina oseba, mislim, ki mogoče je še ena, ki jo poznam, da igra harfo. V bistvu vsi so mislili, da bom jaz igrala klavir. Jaz sem šla na neko pripravnico, že pri 4 sem napisala glasbeno šolo in sem bila potem 2 leti v tisti pripravnici in so vsi pač mislili, da bom klavir igrala. In potem sem šla na nek koncert, kjer sem videla harfo in če si iskrena, jaz se spomnim, da meni je bilo to ful lepo, ko je tista harfistka tako s prsti, mislim pač vizualno, no. Jaz takrat nisem nič slišala. Da bi rekla, zvok harfe, to me je pa premaknilo kot otroka, ne. Mene pač to, kako je to lepo izgledalo. Se je drugače res gleda lepo, ne? Je pa to verjetno ful težko glasbilo? Ni glih praktična stvar tole, no. Kako je pa to igrati? Kako je zahtevna harfa za se jo naučiti igrati, oziroma lahko primeraš, ne vem, ostalimi glasbili, ki imajo strune? Pač v bistvu strune ne, klavir. To je v bistvu skoraj da ne, mislim, ni ista stvar, ampak je po istem principu se igra, samo da je pač klavir obrnen tako, pa ta pedala ima drugo funkcijo pri harfi, ne. V bistvu so, bi lahko rekla, tukaj te črne tipke so, na klavirju so v bistvu pedala pri harfi, se pravi, igraš z nogami, to veliko ljudi sploh ne ve, da v bistvu igraš z obema nogama in z obema rokama. Tako da, jaz mislim, da to ni bila prava odločitev za mene, takrat, da sem harfo izbrala. Ne, res, zato ker jaz še zdaj se mi včasih to zgodi, da jaz pridem na oder, pogledam te strune in sem tako, kaj? Kako je meni zdaj sploh jasno, kjera struna je kakšna, mislim, valjda mi je jasno, ampak začnem kar samo sebe tako malo prevpraševati, pa si reči, čakaj, je to zdaj res,
me v bistvu velikrat še zdaj zmedejo te strune. Ne imam to neko tako malo nevrološko, da bi bilo mogoče boljše, da bi nekaj, kar je samo ena linija, pa pač igraš v eno linijo. Tako, kot je nek harmonski inštrument, jaz ful hiter. Tako, mi je težje ga razumeti, kot pa, če bi zdaj samo eno linijo na flauti mogla, na primer, igrati. Ampak je to verjetno že zaradi tega, ker so tako, mi smo rekli, verjetno bolj redke, a ne, ki ljudje imajo, je zaradi tega tudi verjetno eno od dražjih glasbil nasploh. Ali se ti zdi, da ne? Ne vem, ti se spoznaš bolj na te stvari. Ne, v bistvu mogoče res, odvisno, spet, ker kakšne te violine, pa to ne, to je kar odvisno, čegava je. Ogromno, ne, tako stane. Ampak je pa res, da recimo, da dobiš neko osnovno, res tak ne zdaj ne vem, kakšen moj inštrument, tak osnoven inštrument, pač harfo, je veliko dražji, kot če bi mogoče neko osnovno kitaro tam si kupil, ne, to pa sigurno. Tako da, nisem si izbrala poceni inštrumentov, nažalost za moje starše. Ampak, a se imaš za glasbenico, a se imaš bolj za umetnico? Ker si domača v različnih, bom rekla, žanrih, gremo tako reči, recimo tudi v gledališču, v operi, metal ti je tudi blizu, vse verjetno pop, mislim, tako zelo lepo se pri tebi prepleta kup enih stvari in vse zelo dobro furaš. Hvala ti. V bistvu bolj sem za umetnico, pa vedno večkrat uporabljam ta izraz in vem, da je včasih ljudem tako, ali pa mislim, da je umetnica, ampak v bistvu jaz mislim, da mogoče tudi zato, ker zdaj berem eno knjigo od Ricka Rubina. Mislim, da je neki The Art of... V glavnem, pač v tej knjigi govori, da smo v bistvu na nek način vsi umetniki, zato ker lahko iz vsakdanje stvari, ki jo počneš, lahko si kreativen. Ne vem, ali od tega, kako opremljaš svoje stanovanje, od tega, kako se oblečeš, ali od tega, kako... Ne vem, kaj nekaj skuhaš, pač da je vse to kreativnost. Tako da iz tega vidika bi rekla, da sem tudi jaz umetnica. Bolj zato, ker imam ful rada tudi, ne vem, planiranje, kako bo nek spot zgledal, kakšna bo vizualna podoba tega, kar nekega komada. Tako da imam ful rada ta nek celosten pregled na tem, kar delam svojo muziko, ne samo zdaj. Pri tebi definitivno mislim, da nikoli nismo razočarani. Glede na to, kaj nam dostavaš. Jaz vem, da vsakič, ko vidimo ali videospote, nastope tvoje, fasciniraš z celotno podobo, ki se pa dopolnjuje seveda s tudi samim nastopom in s tem, kar nam dostavaš, pa ni bo to, tako kot sem rekla, opera, gledališče, karkoli. Koliko imaš, se pravi, imaš dosti besede po vseh teh projektih? Jaz pač vse. Če ni tako, ne gremo. Ful sem opazila, da pač rada se obkrožam z ljudmi, za katere vem, da pa vidim, da razumejo mojo neko vizijo, ampak sem pa že opazila, da pol velikrat malo prepozen že rečem vmes, ne, tole šlo malo narobe v napačno smer, pa potem čist proti koncu potegnem bremzo, pa sem tako, ne, to ne bo šlo ven, to je za nič, to ne gre, ali pa ne, to moramo čist drugače narediti, tako da moram se še izboljšati v tem, da že sprot nekako takoj povem, zdi se mi, da to ni ta prava smer, ampak to sem se predvsem naučila tako, mogoče na Euroviziji, kaj je tako toliko enih aspektov, kar se tiče tega nastopa, ampak drugače pa jaz imam vedno, tudi če pač vedno imam zadnjo besedo, pa vedno, če meni nekaj ni, pa če nekaj ne začutim, pač ta stvar ne bo šla ven. Meni ni bilo nikoli težav, so sprejeli vedno. Ne, so bile težave. So bile? Valjda, itak. Da bolj včasih je bog, ta je čisto nora, ampak na konc dneva jaz bom stala za tem komadom, pa če ti ne boš čutila, to ne bo dostavljeno tako, kot bi moglo biti, ne? Veš kaj, tudi pri tebi zelo, vsaj tako se mi, jaz vidim, zelo rada se igraš z barvami, ampak govorimo z močnimi barvami. Pač jaz, ko vidim magenta barvo, še zdaj, prva asociacija si ti. A res? Absolutno. Zato, ker si jo, bom rekla, res si znala nositi to barvo, ker to je tako ena močnejših barv, verjetno. In kako si se začutila s tem? Ker zdaj mislim, da to obdobje je šlo mimo. Absolutno je šlo. To je šlo, ampak si jo pa pač sfurala do konca. Ne? To pa sem izcuzala iz nje vse, kar je šlo. Mislim, da pri meni je bilo pol tako, da sem videla, da že več pač nekih ljudi imeli to barvo, sem rekla, ne, zdaj pa to pa ne, to pa več ni isti efekt, potem to ni več tako moja barva, če imajo kar vsi. Ampak
Ja, jaz sem, sploh ne vem, kako je do te magente prišlo. Jaz sem bila najprej rdeča in potem je ta rdeča vedno bolj roza postala in poleg kar naenkrat bila že živo roza in pa je bila magenta, vijolična in potem je to samo šlo. Ampak, kaj pa vem, nisem pač planirala, da zdaj bom pa jaz imela, zdaj bom pa jaz šokirala s to roza barvo. Tudi vem, da sem šla pač na prvo svojo emo s to roza barvo, ko sem bila stara 18, 19, meni na kraj pameti ni padlo, da bo zdaj pa to nekaj, kar bo jo ljudje si zapomnili pri meni. Ampak mi je pač ful prav prišlo pri tem, da sem si neki imidž vzpostavila. No. Sam je recimo hecno, ne? To je barva, ki jo povežeš s punčkami, s temi bolj nežnimi aspekti, dajmo tako reči, ampak ti si jo definitivno dvigala na en čist drug nivo. Tako, dala si ful ene moči, se mi zdi, in jo zelo dobro zastopala, tudi bolj v moško smer, ajde, dajmo tako. Ja, ne, se je, pri meni je ta neka androgenost, pa ta nek eksperimentiranje tudi z pač s tem, kako me ljudje vidijo, tako ne rada samo v nekem predalčku, pa takoj, ko čutim, da je neki že nekdo nekaj predvideva, moram nekaj novega narediti, da mi ni dolg čas, ne vem, ful hitro mi dolg čas rata, no. To je po moje. Odkot pa vlečeš, recimo, ne vem, kakšne inspiracijo tudi? Ful od drugih glasbenikov, od drugih nekih, pa tako umetnikov nasplošno. To. Zdi se mi, da je imitacija začetek lahko vedno neki ful dobrega. Jaz vedno mislim, ne vem, kaj pravijo tako, da inspiracija ali pa neki, da ti kar pade na glavo, pa da to pride iz ne vem kje. Ne, v bistvu vsi s tem, ko pač opazujemo svet, skozi pobiramo pač neke, ne vem, nekaj, kar nam je všeč, pač vzamemo za svoje, nekaj, kar nam ni, gremo naprej in pol iz tega rata in skupek pač nekaj, kar je pač iz tvoje, pa več za to ni imitacija, ampak je pač nekaj čist novega nastane iz tega. Tako da jaz, po moje, tako, pač videla sem ali na neki pevki, ali na nekem modelu, da mi je nekaj všeč, ko vizualno recimo, ali pa tudi glede komada in sem pač si rekla, to mi je dobro, zdaj pa to malo po svoje naredila, tako ponavadi pride pri meni. A bi povlekla kakšno sporednico z Lady Gaga? Ful zanimiv, ful ljudi misel, pa me tudi tako reče, kot da slovenska Lady Gaga. Meni je ona sicer cool, dobra mi je valjda, ampak mi pa nikoli ni bila tako, da bi rekla da bi mi ful dala nekaj, da bi me ful inspirirala. Ne, kar se muzike tiče, ne, kar se res tiče outfitov, kaj pa vem, je pa pač ful huda, itak. Tako da ne. Ja, ker mata obe sta ful drzne, z tega vidika, in obe tudi se spreminjata skozi čas zelo konkretno, ne? No, to pa sigurno, Kar se tega tiče pa da to pa mogoče, da mi je opogumila, tudi pač, če vidiš nekega tazga artista, ne, pol valjda vidiš, da normalno je, da to mi je mogoče ena izmed stvari, ki mi gre na živce na slovenski glasbeni sceni. Velikrat dobim kakšen komentar tako, ampak na začetku si pač delala čist drugačno muziko, kako pa to, da si pol kar nekaj spremenila? Ja pa, a ni to nekaj najbolj normalnega? Samo v Sloveniji smo pač, razumem, če imaš ti band, da je težji konstantno spreminjati svoj sound, ampak če si pa ti pop artist, ne vem, Lady Gaga je najprej imela totalno odbito neki dance, EDM, pop elektronsko muziko, pol je šla delati album dobesedno totalno bendovski, shallow z pač kitarco, pol je šla v jazz, zdaj je spet pa noben tam ne vpraša, zakaj pa zdaj to? Ja, ne vem, ker lahko, zato. Ja, ker jaz se tukaj strinjam, zato ker se ti razvijaš in hvala Bogu ne moreš isto razmišljati recimo pri 40, ko si pri 20, to pomeni, da nisi dosegel nobenega napredka recimo, ne? Saj to pa sploh, Je pa res, ne, da recimo, če si znotraj glasbenih okvirov, ljudje verjetno, ki so navajeni, ki so pač prestopili k tvoji glasbi in jo začutili, to pomeni, da hočejo isto glasbo pa še naprej, ne? Ja. In koliko jih na ta račun svojega osebnega razvoja pol izgubiš? Ja. Kakšno izkušnjo imaš recimo? Absolutno. Meni je totalno jasno, kakšno muziko bi jaz mogla delati, da bi to bilo, da bi lahko zdaj jaz še večjo maso ljudi imela na svojih koncertih, ampak jaz si ne morem pomagati. Jaz res tako se zdi, vse cool, meni so cool moji prvi komadi, ampak jaz, polk grem v studio, jaz ne vem, pač delam
to, kar mi takrat v tistem momentu paše. Sploh se ne morem si na koncu pravičiti tega. Ne znam si predstavljati, da bi recimo zdaj naredila nek bendovski komad. Trenutno. Možno, da mi bo čez, 5-10 let to pasalo, pa bom imela to. Ampak super mi je, če sem sprejeta, ampak noče biti pa sprejeta za ceno tega, da sem nekaj, kar sploh nisem. Da nisi več ti. Ja. Kje pa si zdaj, v kakšnem ustvarjalnem obdobju? Trenutno sem ful v nekem EDM-u, v bistvu. Ful mi pa še neka taka zelo elektronska muzika z elementi orkestra. To. Ta nek orkester pa ta godala, se mi zdi, da bojo, ko so zdaj zadnje 5 let, imam skoraj vseh svojih komadih, mi ful sedajo, pa je nek tak moj značilen znak, postal pa se mi zdi, da ima ful veze s tem, da pač res sem klasik po, ne vem, od Mejhenga. Ampak mi pa zdaj ta elektronika tudi ful sede. Ti imaš tako zanimive te kombinacije, ne? Tako se je klasika, elektronika, se pravi opera in tako naprej. A se je težko v slovenskem glasbenem prostoru najti podobno misleče? Ker jaz konkretno ne najdem zdaj na pametno benga, da ima tako različne kombinacije interesov. Ja, ne, mislim, ne, res ne. A veš, ti prideš zdaj nekam, se dobiš na pijači z nekom, recimo še par glasbenikov in zdaj vi vržete eno debato na mizo in zdaj bi ti te svoje ideje vrgla, jaz bi naredila tak pa tako mat, a kdo te sploh razume, kaj ti hočeš? Mislim, našla sem glasbenike, mogoče ne tako artisti, ki so dejansko stojijo na odru, ampak tako glasbenike, ki razumejo to muziko. Ampak, da bi pa zdaj jaz rekla, da se bom recimo jaz pa Bojan, da mi pa komentirava, kjeri komadi so nama hudi, to je tako jaz sploh ne štekam njega in on sploh mene ne šteka. Ful velikrat pa se že o tem pogovarjala. Isto Gregor Ravnik, ki je moj pač najboljši prijatelj, ampak on je totalno v drugi muziki. Se nekako, mislim, pač ne šteka moje ampak sva še vedno ful prijatelja. In isto z Bojanom, recimo. Ampak nimam pa, pač tukaj se pa pač se jim zdi malo čudno. Recimo lahko črpaš vseeno od njih dveh kakšne malenkosti, ki jih lahko pri sebi uporabiš. Ja, ful. Sigurno. Vse pa se jaz tudi malo zamislim, pa malo tako, ne vem, čist recimo konkretno pri Bojanu, ko sva pisala, ko je prišel čist na konc, ko je bila Veronika že skoraj čist končana, pa je dodal nek ta del, ki je pač naredil polci komad. Jaz, ko je on meni prvič to zapel, jaz sem ti si Veronika, sem bila tako, ne, kaj sploh to pomeni, kaj je to bedno. Ampak pol sem videla, on ima ta flair za to, da sliš, kaj bi bilo nekem povprečnemu poslušalcu, kaj bi ga za huke, za neke take stvari. In sem videla, da pač meni pa glih to je jaz lahko najdem nekaj, kar bo drugače, kar bo človeka presenetilo, ampak nimam pa tega, da bi znala se postaviti v kožo enega pač poslušalca tako, mogoče preveč sem tako nacentrirana v sebi. V bistvu on ful pozna mainstreama, ne? Ja. In mislim z obeh očitno plati in ti pa dodaš lihu malo spice, malo začimbice, da dejansko, ker Veronika je na koncu bila res wow, ne? Mislim za kompletno predstavo, ki se je zgodila na odru, predvidevam, da je bilo to tudi precej naporno, vse skupaj. Ja, itak je bilo ful naporno, ampak je bilo pa najboljš. Res. Drugače pa, ne, točno to je kar se tudi ful vidi, se mi zdi pol pri artistu, ne, in pri Bojanu, pač, da on ima tudi sam res rad to muziko in zato tudi tako dobro lahko sliš. Pač, kaj je. Medtem, kaj jaz, ker nekih tipičnih, recimo, eurovizijskih komadov ne poslušam zares, tudi nimam pol, mislim, ful ima po moje veze s tem, kakšno muziko sam poslušaš. Tako muziko pol tudi lažje delaš, no, se mi zdi. Tako da ja. Ko sva lihu v Eurosongu, kako se ti je zdaj v zadnji? Kam pluje ta ladja? Evo, tako me zanima. Od katere države? Do vsakega svoje. Mislim, meni je pač se čist iskreno. Meni se zdi ta odločitev zdaj RTV-ja, da ne bodo šli, če bo Izrael, se mi zdi super, ful to podpiram. In pač zdi se mi, da je Klemen super opravil pač svoje delo.
Vem, da iti Slovenijo zastopati, da ni isto, kot če gre pač svojo državo zastopati, ne vem, neka Italija, mislim, neka Italijanka. Pa ja, ne vem, jaz sem tako skozi bila, tako ful sem držala pesti zaklemna, zato ker vem, da je to, sploh če si solo artist, da nisi kot nek band, da greš, da je to res pač ful naporno. In da je On je bil res sam. Ja. Na koncu je pač prišla Mojca, Ja. ampak na koncu, koliko je ta oder velik? Ma, Kakšen feeling je? Meni sam nastop, pa pač samo to, meni je bilo to, ful sem se dobro imela na odru, ni res, to je bilo en izmed nastopov, ker sem bila najmanj živčna, pa to ful ljudi misli, da jaz nekaj nakladam, pa to, ampak res, jaz sem se toliko dobro počutila na tem odru, toliko smo mi to vse zvadili prej, toliko sem se dobro počutila z plesalci, s katerimi sem bila, da meni je bil ta nastop še najmanj. To mi je bilo res tako, mi sem čakala in ful sem se imela dober, ampak vsi te intervjuji, eni in isti, odgovarjaš na ena in ista vprašanja, hodiš po res milijon nekih karpetov, milijon nekih dogodkov, na kateri ti tam moraš biti in to te res saj meni bilo to mene toliko izcuza, da pač nisem imela časa ne jest, ne spat in si zaradi tega res tako pač izžet od tega. Čistko fizično je to ful naporno. Meni je bilo to vsaj to tako res ful naporno. Kje je še lepo, da boš ti kreativen, pa ne vem, razmišljal o tem, kaj boš delal po Euroviziji, pa kakšno muziko boš po tem izdal, ker to ne bi bilo kao, ne, v bistvu še najbolj pomemben, kaj boš ti po tem delu. Tako da se mi zdi, da recimo že to, da če je nek band, se to ful lepš lahko razporedi, pa je iz tega vidika mal pač lažji. Ampak je pa, meni je bilo pač najbolj naporen ta aspekt. Ja. Slovenci imamo z Emo in z Eurosongom ekstra poseben odnos, ne? Ja. To nekako vemo. Koliko težko se je odločiti, iti na Emo tekmovati, ker veš, kaj se bo zgodilo. Če boš zmagal, če ne boš zmagal, sploh če boš zmagal, Ja. da imamo spet ta slovenski sindrom, gremo zlit na tega našega zmagovalca, vso gnojnico, kaj najdemo. Ja. Ne vem, zakaj imamo ta pristop, ne da bi ga pušali, dajmo navijati, ful je dober, bravo, mi udarimo kontra. Jaz sem se takrat najbolj naučila s to zadnjo Eurovizijo, da nisem nič brala, ampak dobesedno, prav moja zavestna odločitev je bila, jaz ne bom ene stvari prebrala, če si mi upal kdorkoli karkoli fris povedati, super, pa si mi je tudi kdo upal. So prišli Ja, dejansko ena je povedati. prišla, mislim, to je tako ena ful bizarna anekdota, to je bilo že po Euroviziji, ampak ena gospa jaz hodim po Trubarjevi in zadnji slišam Raven, ampak tako, pa neko, prav tako žvižganje, kot da kliče psa, že to mi je bilo tako, ok, ampak jaz se pa obrnem in steče za mano ena gospa, že ne vem, pač srednjih let in reče, jaz vam moram nekaj nujno povedati. Jaz, ko sem videla, da greste vi na Eurovizijo, sem si rekla, ne, tole pa že ne bo zastopal moje države, groza, katastrofa, res totalno nesimpatični. Ampak veste kaj, potem pa sem jaz gledala to Eurovizijo, pa sem gledala še vse ostale, pa sem si rekla, pa sej to sploh ni tako grozen. V bistvu je v primerjavi z vsem ostalim to še najbolj normalno. Tako da evo, zdaj pa se mi sploh ne zdite več to grozni. Ona je mene ustavila sred ulice zato, da mi vzame 3 minute mojega časa, da mi to pove. Tako da dejansko, ja, ljudje si upajo tudi v živo povedati te stvari. Ampak na koncu si zmotilo tako. Sploh ne veš, da te pohvalila te ni, a veš, Ne, kaj ne je vem. povedala. Meni je bilo samo tako ful zanimivo, da se ne znam predstavljati, da bi kar do nekega človeka, ki ga sploh ne poznam, pač tam si rekla, zdaj bom jaz tam šla povedati svoje mnenje, ker ta človek nujno rabi vedeti moje mnenje in moram to zdaj dati ven iz sebe. Tako da tudi povejo stvari v obraz, kdaj, redko, ampak ja. Ampak si se naučila to Ja. dati na stran, no sej, realno, ko si pa ti res gor, se nimaš časa se ukvarjati. Ne, se tudi to je, tudi to je. Ja. Po moje je tudi to, da res nimaš časa. Mogoče zdaj, ko tako zares pomislim, ja, verjetno je tudi to, zato mi je bilo to lažje, ker vem, da so se take stvari pisale. Ampak to sem polk bolj slišala še moja mami, ki je brala, ali pa tako da je kakšen moj bližnji mi povedal, ker to ne vem, zakaj oni to berejo.
To se bo zmerno dogajalo. Ampak, Vem, ja. Ampak, ja, pač res, ne vem, ker se mi to tako zdi, itak ta človek, ki to piše, v osnovi že ne bi prišel na moj koncert, ne bi kupil mojega CD-ja. Zakaj bi se sploh, kaj imam jaz od tega na koncu, da to grem brat, da se ukvarjam s tem, da tako, ne vem, po moje je res to, bolj, ko se zaposliš, bolj, ko si tako v nekem fokusu delaš svojo muziko, manj imaš časa sploh se s tem ukvarjati. Si dobila kakšno konkretno kritiko, bom rekla, na svojo goloto? Ker s tem so se tudi, moramo biti kar precej ukvarjali posod, ne? Ja, mislim ne, da bi me kdo kaj tako rekel, ne. Ful je zanimiv. Gospa pozabila še to povedati. Ja, to je pa pozabila povedati, ja, evo. Ful zanimiv, jaz sploh si nisem predstavljala, da bi to lopil problem. Pol sem šele, ko smo mi že imeli prvo vajo čez, pa sem nekaj slišala, da so v Fincu ali tako nekomu prepovedali, da ne sme biti tu samo v nekih gatah, pa sem pol še tako razmišljala, a ja, njemu so prepovedali, čakaj, se pravi, to bi bil se problem. Še dobro, da nisem še o tem razmišljala, ker ta outfit je bil pač narediti to stvar, da pač izpade podobno mal kot v spotu, pa da hkrati, valjda ne moram biti pač na srebrno pobarvana naga na odru, res je bil izziv to narediti. Ampak če bi se še s tem ukvarjala, da je možno, da pol ta outfit sploh ne bi bil odobren, pa da bi jaz prišla na revizijo pa ugotovila, da ta outfit, ki sem ga imela planiran, sploh ne bi šel čez. Še dobro, da nisem imela pač časa o tem razmišljati. Je pa, ja, ljudje pač sploh ne razumejo, nekateri, eni pač ful razumejo, ampak veliki pa sploh ne razume razliko med pač golota sama po sebi je pač nekaj totalno naravnega, kot artist lahko, pa da nič ne bo narobe, me se ne zdi nič narobe, ne z enim, ne z drugim, ampak lahko to pokažeš kot nekaj tako zelo primarnega, zelo pač naravnega, lahko pa pokažeš kot nekaj, kar je ful seksi. Pa nič se mi ne zdi ne z enim, ne drugim narobe, ampak pri meni sploh ni bilo to, da bi jaz hotela seksi, pa več kot očitno. Če zgledam, ko vem, da je to malo tak golum izpadlo vse skupaj. A se vam zdi, da je to seksi? Ne, ker to sploh ni bil plan niti. Tako da ljudje ne štekajo. So pa najbrž te na začetku kariere, ko si prišla v sprednje, so te želeli spremeniti v ta seksi objekt? Ja, če bi koga vprašala, marsikoga, da bi vprašala, bi lahko, da bi bilo to ful bolj tako. Ta nek ameriški več klikov, več ogledov, ja, več vsega, ne? Sigurno, ampak jaz sama po sebi, pa ne vem, že moj obraz, že moj tatuj, vse tako pač sploh ne grem v to, ne grem v to smer in pol nekako, ne vem, nisem nikoli poslušala tako tega, kako bi jaz mogla zgledati. Ja, nekaj v enem intervjuju so te vprašali najbolj bizarna, čudna stvar, ki si jo prebrala o sebi. Ali pa zvedla o sebi, ker jaz sem bila, wow, mislim. Ja, ta je bila dobra. Ampak to mi je pa kar dober. Da sem satanistični transgender. In potem to je bilo v eni Facebook skupini in ampak še najbolj smešno je bilo zato, ker to je bil res ful velika razprava je bila o temu. In zraven so bili fotodokazi, tako govorimo, ne vem, 20-30 fotk, zakaj se po moji konstituciji in po mojih kosteh in po dolžini mojih prstov vidi, da sem moški v resnici. Tako da to mi je bilo ful zabavno. Pa pol slike vseh mojih tatujev, pa točna analiza tega, zakaj je to satanistično. Ja. Tako da. Ko smo že pri tatujih, ja. Kdaj se je pa ljubezen do tatujev začela? Pa koliko jih imaš, če veš, koliko jih imaš? Ne vem, koliko jih imam, ampak po mojem zato, ker so se začeli eni v drugega zlivati, ampak tam po mojem, mislim, da nazadnje, ker sem hotela prešteti, da je bilo tam med 25 in 30, odvisno kako šteješ. Okay. Ampak jaz mislim, da moja ljubezen čisto zares se je začela s tem, ker sem gledala že kot otrok na MTV-ju, mislim, da je imela Kat Von D. Imela je ona, ja. Je imela neko, kar Tattoo salon. LA Ink ali nekaj, ja, tako je bilo. To in jaz sem to ful rada gledala s svojim očetom in svojim bratom. Čeprav
po moje, če bi moj oči vedel, da bom jaz čisto navdušen na tatuji, zaradi tega mi ne bi dal to zagledati. Ampak tam mislim, da mi je bilo tako ful, wow, v bistvu ti lahko, če ti je neki ful všeč, ne rabiš dati na steno, ampak lahko daš kar na sebe gor. Tako da jaz se pač to vidim, kot neke take slikce, ki, ne vem, pač se okrasiš samega sebe s tem. Vas je edino v familiji, ki jih imaš? Pol kasneje sta si tudi mami in oč, v bistvu bolj mami, ampak mečko, ne, tatujčke. Pred mano sta si Joanova dala na mest prstanov, sta si dala tako nekaj tetovirati. To je vse, kar sta imela. Pa sem jaz pri 17 prvi tatu si dala in sicer violinski ključ. Čakovano, prosti, ampak ja. Ja, čudem, da si nisem še enega Infinity znaka dala zraven. Ja, tudi. Ne, veš kaj, dokaj ni kitajska pismenka, brez zamerov sem tisti, ki jih imate čisto kaj, no, tako. Je v redu, ne? Ja. Ne, to pa nimam. Pol pa od tam naprej je pa kar nekako sam šlo, no. Tako da... Pa se ne bo še nehalo, ne? A si lahko malo vode vzamem? Zato smo ti jo dali, ja? Ti kar privošči si. Ne bo se nehalo. Mislim, ne bo se nehalo, ne bom si zdaj po obrazu šla delati, ne skrbi mami. Kaj si pa misliš o tem, no, ko si ljudje dajo to? Ker to je ratalo kar popularno precej, no? Smešen mi je, če si nekdo da nek tak tatu, ki še nima veliko tatujev. Razumem, pa ful ljudi, mislim, poznam tudi ljudi, ki imajo po obrazu tatuje, mislim, tako sem jih že spoznala. Ponavadi to pol pride, ker si že res cel potetoviran, pa že več nimaš kam dati, ne? Ja. Ampak ko si pobarvaš že celo telo, v bistvu, ko se tukaj naveličaš starih tatujev, da jih prefarbaš v črno, ne? Ja. To je tudi ful popularno. Tudi to je. Čudna stvar, ampak pa potem delaš bele tatuje na črno podlago, recimo. Ne? Ja. To bi čeprav se... Ja, ne mi dati, daj preveč. Ne bom, kaj noč nisem rekla. Ampak, ja, ne vem, pa sem takrat kar naprej začela nekako to. Ja, ni se pol ustavil. Pa zdaj kar nek moj imidž, pa se mi zdi, da... Ja, jaz si težko predstavljam, da ne bi imela vsega tega. Tudi, da ne bi imela teh ekstremno dolgih nohtov. Ja. A ti uspe tako opravljati vse normalne stvari? Ker recimo, jaz imam ful težavo, ker zrastejo predolgi, pa niso niti špičasti, so pač oglati, jaz ne moram nič več delati. Pa. Ne, sej, jaz tudi pol pač... pol imam malo dost vsega, pa potem si dam, pa si skrajšam, pa imam par mesecev oči skratke. Okay. Pa tako to ful nekako kolobar. Pa spet greš v to smer, ne? Ja. V kateri Raven si se najbolj počutila? Zdaj je bilo že par za tabo, ne, omenili smo prej Magento, konec koncev omenili smo tudi to, kar se je zgodila na Eurosongu, pa tako naprej. Katera ti je najbolj pasala? Dajmo tako. Ta na Eurosongu. Mislim, da sem tam, takrat, ko greš enkrat na neko tako izkušnjo, saj jaz sem bila kar prisiljena, da pač zdaj pa res poiščem imidž, ki ga bom pol mogla gledati do konca life. Vsakeč pač, ko bom se nazaj gledala tisti nastop, če si ne bi bila všeč, bi bil na pol problem. Ampak jaz zdaj, ne, to je bil pač tisti ful dolgi blond lasje. Ne vem, sam sprašvala sem se, zakaj nisem to že prej naredila. Viš, naša Nika ima isto težavo. Ona ima tudi ekstremno dolge blond lase in se ful čuti v njih. Ja. In jih ima že kar nekaj časa. Jaz se ji čudim, kako fura, ampak ona se včasih po mojem tudi malo usede na nje. Ja. Ampak je ful v redu. Neki imajo, razumem te. Ja. Zanimivo. Ne, ful so pač, ne, res, pa to mi je moja terapeutka rekla, pa to res verjetno, da imaš, da mogoče neko moč tudi predstavljajo lasje, ne? In da se malo tudi lahko tako, ne vem, malo so neko klep. Ampak jaz, to je tako težko z njimi delati, to jih je tako težko sušiti, barva. V glavnem, jaz sem pol, ko sem jih dala dol, je pa vsem kar velike neteže iz mene dol izpadali, tako da občudujem, da imaš to že dalj časa. Jaz sem imela točno leto pa pol. Ja. Veš, kako te dojema skozi vse, tudi recimo skozi ekstra dolge lase pa to. Ful zagovarjaš ženske. Se tudi Veronika je to dokazala, ful jih postavljaš v spredje in kažeš nam našo moč. To mi je zelo všeč. Hvala. No, to me pa zelo veseli, da tako vidiš. Ja. Ker pri Veroniki si zelo poudarjala zgodbo Veronike. Ja. Je ne čisto besedno, ampak zelo pogosto v današnjem času, na drugačen način. Ne? Ja. Ne vem, če sem to prav z namenom delala, jaz mislim, da je pač to nekaj, kar je v meni, pa zdi se mi tudi, da v mojem življenjskem obdobju ali pa v teh zadnjih letih, da pač itak sem zares odrasla v žensko.
pa je zato po moje tudi nekako kar naravno prišlo, da je v mojem mozgu se začelo to tudi zelo, pa v moje tekste not upletati. Ja, pa mogoče zdaj, ko pomislim, tako je tudi ta golota, ki je bila na Euroviziji in tako, da sem tudi hotla pokazati, da smo ženske lahko nage, pa da to ne pomeni, da smo tukaj, da smo to s tem namenom počnemo, ker si želimo biti ful seksi. Da nismo samo spolni objekti v tem primeru. Sploh pa Eurosong, ki je res toliko v sliki, bom rekla, v podobi. Je poudarek prej, kot v glasbi, tle mora biti vseeno. Ja, sigurno. Tam je ogromno nekih zelo pač res ful hudih babe. Jaz nisem hotela biti to. Saj ne v tem smislu. Mislim, meni je to še vedno ful hud imidž. Pač ful se dobro počutim v tem, ko sem, ne? Ampak ni pa to ta tipična neka Beyoncé pač podoba. Ja, jaz mislim, da nisem še videla neseksi Grkinja na Eurosongu, recimo, pa neseksi Italijanke, Ukrajinke, mogoče ali kaj podobnega. Spravi, vedno špilajo na to isto noto. A jim to realno, ko so tam, kaj pomaga? A so zaradi tega bolj opažene? Ali je pač to pač gre mimo? Meni se zdi, da moraš biti res najbolj huda od vseh. Kar je zelo težko. Kar je pa ful težko, ker jih je veliko ful hudih in moraš res, če se pač lotaš tega, da boš tam plesala na pač nek seksi način, moraš res biti Beyoncé. In sem si rekla, zakaj bom jaz sploh šla tekmovati s tem, ker vem, da pač to ni moja močna stran. Moja močna stran je to, da sem lahko malo taka vilinska, malo taka, da ne veš čisto točno, kam bi me, v kateri predalček bi me dal in sem pač na to pol tudi igrala. Tako da težko se je pol ven pač iz tega kupa vseh teh hudih žensk, pač hude so, velikih je. Točno veš, da bo 5 ful hudih, da bo ene par na pol golih tipov tudi, ko bojo pač vsi skockani, načeloma, ne? Ampak zmer pa išče tistega, kaj stopa. Tle pa to verjetno tebi kar pomagalo, ker takrat si bila v bistvu edina taka, ne? Ja, mislim, bila je bambi, recimo. Tudi s sposobnostmi, če smem dodati, ker to je pač vseeno, ne bi bilo pevsko tekmovanje. To mene reč doskrat, ne, da pol ne morejo glih reči, da sem res da sem samo tam naga, ker vsem pač pela pa sem na konc, ne? Mislim, nekaj pa sem zapela, da se je pokazalo, da vse približno znam tudi pet. Tako da mislim, da to je nekaj, kar je tudi pol ljudi še bolj zmedene, ker ne morejo reči, ta itak sem naga. Ja, ne more tega reči, ker imaš nekaj zapovedati tudi konc koncov. Imela si hudo sporočilo, tako, kot sem prej rekla. Kaj se bo kaj naprej dogajalo? Kakšne imaš kaj načrte? Ja, 25. oktobra imam koncert v Galusovi dvorani. Svoj največji koncert do zdaj, tako solo. Tako da s tem imam ful dela. Pač res, tam si pa na takem modru si res lahko tudi marsikaj prvoščaš in bi rada ga izkoristila. Pač v vsej polnosti, da če se da iz neki viset, če je lahko ne vem kaj vse, če imamo orgle, vse to pač bom uporabila. Pa je zato, ker je Galusova dvorana mogoče v tebi tudi kakšno omejitev, kot pač hram kulture, pa tako. Joj, ne, vidiš. Ne vidiš, če nisi. A bi mogla razmišljati o tem? Jaz, ko slišam Cankarjev dom, jaz pač vidim vse te prireditve, kako ljudje sedijo, in so vsi uglajeni in tako naprej, ampak se mi zdi, da vseeno to izginja na en tak dosti primeren pa dostojen način, da se razume, ne? Da je udrlo tudi malo bolj svobodnega obnašanja noter, ampak še zmer si pa nekako malo si zategnjeno. Veš, evo, točno to je to, pri meni, ki se mi zdi, da rečejo, da je full out of the box. Jaz sploh ne vem, da ta box obstaja. Evo, in to je to. Sploh nisem pomislila, da bi lahko bilo to. Jaz sem zdaj pomislila. Še dobro, da nimam čisto točno določenega, ampak dobro se. Ja, nisem še o tem čisto razmišljala na ta način. Tako da se nisem omejevala. Boš pa sama na odru, si reka, ne boš imela kakšnih gostov? Ne bom imela bom gostje, 2, eurovizijski v bistvu. Imela bom Ajko, ki je Češko lani zastopala, pa Luno, ki je Poljsko zastopala, ki sta obe dve tako ful taki edgy glasbenici. Torej nobene Grkinje. Nobene Grkinje, ne res ne tega hopna. Ne bom dala zraven sebe ene hude Beyoncé, ne. Tako da to bom imela, pa godalni kvartet, bobnarja, novega,
zdaj prvič zares v moji zasedbi, pa kitarista svojega, tako da evo, orgle bom tudi uporabila, kar je pač en tak zanimiv. Seveda, to igraš, ne? Ne, to pa ne. To pa ne igraš, ok. Čeprav po moje bi mogoče lahko Verjetno bi, probala. ker če lahko karpo, Klavir pa lahko, vidim. tako da Ok. mogoče bi lahko nekaj zaigrala malo. Okay. To pa nov komad, zdaj tudi pride, se ne vem, da bo šel ta podcast, ampak 2. oktobra pride tudi nov komad. Pa ful je na nove muske imam, no, pač ful sem v studiu zadnje čase. In gremo zdaj v te bolj elektronske vode, kot si. Po moje, ja. Ok? Ja, po moje, ja. Pa vedno bolj bi se tudi rada, ne vem, ful si želim čez 10 let recimo sama sproducirati cel svoj album, ker vsaj jaz ne poznam sploh neke ženske producentke v Sloveniji. Pač samo moški to delajo. In zakaj? Ne razumem, zakaj. Tako da jaz bi to ful si želela vedno bolj biti vključena tudi ta del. Čeprav sem vedno pri produkciji svojih komadov, vedno pač visim tam v studiu in morim s svojim producentom, ampak nekaj malo znanja že imam, pa rada bi ga še, ne bi bila pač več rada tako odvisna od ja. Lahko se povežete z Laro Baruco, ki je tonska mojstrica, pa ustvariti No, neki... top. Korona je tudi taka. Ma nisem vedela, da je. Ja, hudo. tonska mojstrica, pa imela zdaj ta hud projekt teh koncertov z zvokom. Zelo rada se igra z nekimi, bom rekla, tehnologijami, pa stvarmi, ki pri nas še niso na voljo. Skratka, out of the box. No, To, kar se mi zdi, da tudi da ste Ful tudi dosti dober. podobni v tem, da pač zavajo dve ni meja. In to mi je zelo všeč. Prej, ko se posloviva, daj spet kaj v Dubaj. Ker to je pa tvoj prostor, ker zasijala. Ja. Ker se počutiš, bom rekla, safe, oziroma ti je res ti je blizu. Jaz mislim, da je to predvsem zato, ker pač moji starši delajo z Dubajem veliko in sem bila že kot otrok tam in imam to neko družinsko povezavo, še tudi ljudi tam poznam in imam zato tak odnos do Dubaja, ker grem tja pač že točno vem, rada imam ta nek safe moment, ker točno vem, kam bom šla jest, kam bom šla v shopping, kam bom šla, ne vem, v spa, na katero plažo bom šla. Ampak drugače zares zdaj zadnje leto ja, lani sem šla prvič, ampak sem bila takrat že 3-krat Japonska. Pač jaz sem, Okay. ja, tako da v bistvu zdaj moram reči, da Dubaj mi je zelo žal, na drugo mesto grem. A tudi dubajska čokolada ga ne reši. A me hecaš? Kaj s tem? Jaz priznam, nisem še poskusila. Nisi? Ne, zato ker vsi to jejo. In pač sem rekla, ne bom. In zdaj vem, da je ful tudi fejkov, da niso to prave. Ja. Tako da tebe vprašam, ker si jo zagotovo poskusila in si rekla, in veš, kakva mora biti? Mislim, jaz ful nisem drugač fan čokolade, ampak ta čokolada je pa res dobra. Ne. Tako da jaz se splača probat, no. Ampak so tudi fejki, ampak so pa tako drage ratale, tako bizarno drage, da ne morem pa reči, da se splača glih, no. Tok dobra pa spet ni, da bi dala 40 € za eno tablico. Absolutno ne. Ne. Tako da ja, Japonska je zdaj moja prva ljubezen. Kaj pa je pri njih minimalizem? Hrana, pa pač fashion, njihov moda, ko se oblačijo. To. Ampak oni so zelo posebni pri oblačenju. Ja. Pri njih imaš res skrajnosti. Lahko imaš te, bom rekla, punčkaste outfite, malo šolarke in to. Na drugi strani imaš pač obične kravaterje in imaš še spogledovanje s tradicijo, pač kimono forever, ne? Ja, ne, tam je pa res toliko dober. Mislim, jaz tam pač pridem s praznim kufrom in potem še en kufr tam kupam in pač si naberem. To je moja Turčija. Res, točno to. Če ti hočeš reči, da imajo tako recimo hude popuste, ker Japonska pač ni poceni, no? Pač ne. To vsi mislijo, včasih ni bila, zadnja leta je pa pač ful je poceni Japonska v bistvu za hrana, recimo. Tam je pač, jaz mislim, tam se ne žreš sušija za 10 € na osebo, ampak tako res nažreš. Zdaj mislim, da so tudi v takem obdobju, da je ta jen ful padel. Ja, pa ful ima dober vintage shopping. Pač jaz sem tako obsedena z vintage stvarmi in vedno si pač tam nabavim celo novo garderobo. Mislim, zdaj sem bila že 3. Ja. Lani avgusta, pa letos marca, pa letos avgusta. Tako da ful priporočam Japonsko. Prav na Kitajsko, mislim na Japonsko pocunje. Tako. Hudo, to pa prvič slišim. Hvala za ta priporočilo, bom rekla. Ampak kultura ti je pa najbrž tudi všeč njihova. Ja, mi je, ampak so pa res čudaki, ne.
zelo, zelo, zelo drugačni so od nas. Ampak všeč mi je, tam te vsi pustijo na miru, tam vse je zelo tako po regelcih, ko greš pač ti po, ne vem, tistih stopnicah gor, imaš točno, en grejo pač po levi, eni po desni, vse pravil, zelo je tako rigidno, zelo so tako, ful me je zanimivo, ful lepo delajo z denarjem, pa ful ti tako, to mi je bilo ful pri njih zanimivo. Oni imajo tako, še nikoli nisem videla tako perfektnih bankovcev. Oni imajo to tako, to so bankovci, ne vem, stari po 30 let, pa so pač, ful imajo take zanimive neke, kako se tem reče, quirks, neke take zanimive navade. Ajde, tako, ja. Pa zelo čisto je vse. Zelo. To meni recimo všeč. Ampak nikjer nobenega koša za smeti. Ne, kar ni potreben, ne? Ne, ampak to je čist bizarno. Ti moraš pač, oni v bistvu nosijo ponavadi s sabo ali neko torbico ruzak in noter meče pa svoje smeti. Ne moreš kar nekje, ne vem, da jaz pač spijem eno kavo, pa potem, ne vem, pač čisto slonček nosim še cel dan v roki. To pa ne smeš jesti na ulici, ne, medtem ko hodiš. To je tudi prav tako, prav pač kazen dobiš lahko. Prav ne smeš jesti, ustavce moraš nekam na... Pa si to tudi spodbuja zdrave prehranjevalne navade, ne? Če smo že pri tem mogoče. Po drugi strani pa delajo malo preveč. Ja, zato tudi, mislim, ne moram zdaj reči, da so mi oni v vseh aspektih ful wow, no. Ker so vse, to je pač ful alkoholizma, ful alkoholizma, čisto je druge, ne, te pa tudi niso tako zelo so čustveno zavrti. Ampak iti na dopust nekam, kjer je ful čisto, pa ti vsi dajo mir, je pa kar fajn. To kar imamo. Ja. Draga moja, hvala ti za pogovor, hvala za obisk. Želim ti čim manj sitnih tet, ki te bojo lovile po ulici. Če pa bo že kakšno prišla, mislim, da res ne boš imela nobenih težav, da se soočiš z njo in da vsaki poveš tisto, kar ji gre na tak lep način, zato ker taka si. Hvala ti, jaz sem se super imela. Si se super imela. A še daj prišla? Z veseljem. Zmenjeno. Te držim za besedo. To je Radio 1 podcast.